včasih je bil terorizem opredeljen kot dejanje šibkega. Ne? Spomnim se, oba smo brala knjigo Leviatan Paulo Austerja, kjer je en Zelo dobro, ja. človek ocenil, da ne more drugače vplivati na realnost, s katero se ne more sprijazniti, kot da predvsem v resnici za ljudi nenevarno razstreljuje kipe svobode. Pač kopije, ne, originalnega teorija, ampak razne kopije imaš po celi Ameriki. In to je bilo dejanje človeka, ki ni imel drugih vzvodov. Ne. To je bil cel point. Ampak ti pa se mi zdi, da sugeriraš nekaj drugega v zvezi z novodobnim terorizmom. Tako, ta knjiga Leviatan sem jaz pred veliko leti bral, fantastična knjiga, priporočam vsakemu, Paul Auster je avtor. Tu gre za psihološko analizo človeka, ko pride tako daleč, da postane pod narekovaj terorist. Pričemer je, tako si ti že rekel, ne gre za nasilno dejanje v smislu, ni žrtev, ne, izogiba se žrtev, samo simbolno dejanje je. Ne. In to je zelo posrečena zgodba, ker govori o življenjski zgodbi tega človeka. Jaz sem ta roman še zdaj enkrat prebral, ker to je res stvar, ki bi lahko kar naprej bral. Ampak zdaj, ko gledam z ene druge perspektive, v enem drugem obdobju življenja, ko sem prvič bral, sem bil navdušen, tudi prvič nad sposobnosti in močjo avtorja, ki lahko tako prepričljivo opiše evolucijo enega človeka, ne, umetnika v bistvu, ki potem zaide v eno ekstremno situacijo. Smejim se, ker marsikdo misli, da se to meni dogaja, ampak upamo, da ne. No? Ampak poanta je to, da po drugi strani pa, ampak zdaj, ko sem pa zdaj bral, ne, je pa to, kaj se je zgodilo. Paul Auster je bil šokiran nad situacijami, nad terorizmom, ki se je pojavljal v svetu in je poskušal se uživeti v človeka, ki se znajde v taki stiski. Ne. In njegovo, po mojem, to zdaj je moje sklepanje, to je moja interpretacija njegovega dela, je, da je poskušal razumeti vzvode, psihološke razloge, da nekdo naredi tako skrajno dejanje, zato da bi ustavil situacije, ki vodijo v razvoj take negativne osebnosti. Ne. To je moje predvidevanje, skoraj ziher sem, da je to tisto, kar je imel v mislih. Ne. Ena od stvari. Ampak v današnjem kontekstu se mi pa zdi, da je nažalost zgodba o terorizmu veliko bolj cinična. Obstajata dve vrste terorizma, ne. To smo se mi že pogovarjali o tem. Terorizem, kot si ga mi predstavljamo, običajno je pač ekstremno dejanje nekega, ki je postavljen v nemogoč položaj in se ne zna drugače braniti. In potem naredi nekaj iz obupa, nekaj drastičnega. In to se je dogajalo in se še dogaja. Ampak obstaja veliko močnejši organiziran kriminal, ki se prodaja kot terorizem. Recimo bom dal primer, malo bo kontroverzen, ampak to so samo dejstva. Bele čelade, oziroma kaj so bile, zdaj so modre, bele, zdaj ne ločim več, na Bližnjem vzhodu, to so bili plačani iz strani Zahoda vojaki, ki so delovali pod okriljem NATO ali pa v sodelovanju z NATO ali pa Pentagonom. To so dobivali lepo plače za svoje dejanja. Dobila dokumentarec o njih, je dobil Oskarja za najboljši dokumentarni film. V resnici so se pa isti ljudje, ki so sodelovali v teh modrih, belih in kakšnih še vse čeladah, so bili pri Al-Nusri, pa pri drugih terorističnih organizacijah, tako imenovanih. Plačanci. Jaz sem videl tudi posnetek, kako so naredili grozodejstvo, grozljiv zločin nad otrokom, ko ga ne bom zdaj opisal. Skratka, in to je organizirano delovanje nečemu, čemur danes ohlapno rečemo globoka država, gre pa za vojaško-industrijski kompleks, ki ustvarja konflikte in s tem služi in dela profite in zlorablja v bistvu stisko ljudi. In to je, danes je to dominanten terorizem. Vse to se pa prodaja kot norost, pa izpad nekega človeka, ki je zmeden, ki je izgubljen. In tudi recimo ta school shooting, ne, se pravi streljanje na šolah mladoletnikov. Tako, to se pred kratkim nekaj tega spet zgodilo v Ameriki. Velikokrat se izkaže, da je v ozadju bila organizacija, da je človek, ki je bil potem, ki je naredil to grozodejstvo, odvisnik, da mu je nekdo pomagal priti do orožja, ker sam niti ni bil sposoben. Ne bom zdaj
to se lahko vsak sam pozanima, pa preveri, če to drži, a ne. V glavnem, ni pa sporno, da je ogromno terorizma umetno izvanega in da je v ozadju cinična logika zaslužka. In to je ena od stvari, ko se jaz lotevam. Arjan je v bistvu žrtev takšnega mehanizma. Take zlorabe, ja, sistemske. Ne. In Arjan se potem v 6. prizoru znajde v priporu, njegova mama Parisa pa poskuša izvedeti, zakaj. In ne dobi nobenih informacij, ker pač predpisi tega ne dopuščajo. To je razlog, zakaj ne more izvedeti, zakaj je njen otrok ob svobodo. Jaz sem tu pomislil seveda na zloglasni Patriot Act. Točno tako. Točno tako. Okay, točno za to se gre. Ne? Po 11. septembru je stopil v veljavo Patriot Act, kako bi se to prevedlo, nek patriotski zakon, ali pa ukrep, ali pa dekret, domovinski. Domoljubni, ja. Tako, ne. In s tem ukrepom, ki so ga prej že poskušali večkrat na podoben način, zgodil se nek terorističen dogodek, nek zločin in so ga poskušali takoj spustiti skozi senat in ta preplah in nestrpnost in jezo ljudi zlorabiti, da bi upravičili uvedbo tega dekreta, tega zakonskega postopka, po katerem zgubi državljan, ki je osumljen terorizma, vse pravice do sojenja, pred poroto in tako naprej. Ne. Ogromno enih nujnih, osnovnih človekovih pravic, ki jih že zdaj najbrž stoletja ali pa zelo dolgo cajta nudi ali pa zagotavlja ameriška družba, je enostavno s tem dovolj je, da je nekdo osumljen in potem ti sploh ne moreš zvedeti, zakaj je nekdo izginil praktično. Lahko tudi zgine, pa sploh ne veš, kje je in tako naprej. Skratka, zelo, mislim, nekaj, kar je šokantno, če tako pomisliš. Ja, in razvoj dogodkov je... Ja, tako. No, na Kitajskem se ti največ lahko zgodi, kaj tega. Ja, razvoj dogodkov je tudi tak, seveda, najprej so bili na udaru... Samo to ne rabiš biti terorist na Kitajskem, ne? Se pravim, tudi v Ameriki ne. Se ni treba biti. Oni se lahko odločijo, da si ti terorist, da si ti osumljenec. Tako. Pa ti ne rabi predložiti dokazov, pa te lahko tako, resnica je to, da je 100 in se to zdaj vedno bolj dogaja Američanom, ne samo priseljencom, muslimanom, tako dalje. Zdaj govorijo o domestic terrorism, ne? Tako, kar so seveda Trumpovi privrženci, kar je v bistvu opozicija demokratske stranke, če gledaš na način. Tako, ne, in to se potem lahko na zelo zlorablja, pač ta, ne, lahko bi bil, recimo, da v teoriji ta zakon, pa ta ukrep imel pozitivno funkcijo, zato da se drastično ukrepa proti ekstremnemu nasilju. V resnici pa je veliko problemov s tem, če pomisliš, da sama država organizira terorizem na zelo banalnem nivoju. Kar ne bojo priznali, kar je samo tvoja teza. Težko bi rekel, da je moja teza. Za to, to rekel. Ja, ampak ni vprašanje, ti lahko, se pravi, težko boš našel članek v mainstream mediju, ko o tem piše. Boš pa našel tudi na Wikipediji imena teroristov, ki so sodelovali in na eni strani v Al-Nusri ali pa v drugih terorističnih organizacijah in pri belih belih, da so bele čelade, zdaj niso modre več. V glavnem, skratka... Ti imaš tudi modro čelado. Kaj je to pomeni? To je samo... Malo provociram. Ja. Ne, ampak kar zanimivo mi je, omenil si Ameriko, večkrat sem pomislil, ko sem bral to knjigo, čeprav Evropa zelo pridno caplja za Ameriko, ne, da je to vseeno knjiga, ki malo bolj prikaže ameriško, kot pa se za zdaj evropsko situacijo. No, da si... Zdi se mi, Rammstein so imeli pesmico We all live in America, ne. Meni se zdi časih, da ti živiš v Ameriki, ne. Jaz mislim, da mi vsi živijo v Ameriki. Ne glede, mogoče se ne zavedamo, koliko se tudi naša družba spreminja v ameriško družbo na velikih nivojih. Jaz svoje države vedno manj doživljam kot suvereno državo, nimamo svoje vojske, smo del NATO-ve vojske, nimamo svojega bančnega, nimamo svoje valute. Zelo malo ostaja tistega, kar je bila Balkanska Švica. Ne? To je malo tega ostalo.
In postajamo šibka država, tudi politično sledimo trendom, težko se tudi, to ni zdaj obsodba naše politike, sigurno je kritika, je pa tako, da ena mala Slovenija težko krmari v ogromnem tako, morju, in to velja tudi za druge večje države, so podobnih škripcih, ne. Skratka, tako da to ni tako oddaljeno, konec koncev zdaj poteka najhujša vojna v Evropi, ne. Mislim, tudi prva vojna po dolgih letih. Tako, in tudi tam so vprašanja, ki jih odpira modus operandi, so aktualne tudi v tem kontekstu, ker govorim o begunskih vprašanjih, ki so lahko posledica vojne in kar prihaja v Evropo, in tudi o terorizmu in plačanem terorizmu. Ne? Azov bataljon, ti neonaci, ki so začeli pred 8 leti vojno v Ukrajini, ko se o tem ima ljudi sanjalo, da se to dogaja, je bil članek v Delu objavljen leta 2015, Polona Frelih, ki je letela iz Dela, potem, ko je članek objavila Ahmad za tistim, je pisalo o tem, da so to plačanci, ki jih podpira Zahod. Celo ve se, kdo je ta oligarh ukrajinski, ki dejansko je največji lastnik nepremičnin in oddaja nepremičnin v Združenih državah Amerike. Igor Kolomojski. In podkupuje senatorje, je tudi lastnik mreže 1+1, mislim, da se mreže reče v Ukrajini, ki je mreža, na kateri je zaslovel predsednik Ukrajine, Zelenski. Televizijska mreža pač. Televizijska mreža, v katerem je bila komedija, serija, v kateri je nastopil predsednik Zelenski. Ukrajine kot predsednik. Ne, se je predložil, da zvadi vloko, ne. Ja, tako.